če bi iskala bizarko poletja, ne, politično, ne, ker zdaj vidimo, ne, Anže Logar kolesari in kuha, nekateri politiki... To so tiste hrenovke na špagetih. Tako, ja, potem nekateri se vozijo, ne vem, s čovni, danes je mimogrede kontra svojemu šefu stranke dala tudi Eva Irgl, ona je pa neke bolj estetske krožnike skup zložila in jih objavila, češ, mogoče bo to, ne vem, demokratska kuharska stranka Slovenije. Skratka, to je čas, ko politiki kažejo, da so kaj, navadni ljudje, mi smo eden od vas, ali kako. Mogoče je to ta čustveni apel publike, ne? Da so ljudje kot vsi ostali. Ja, ki dajo, tako vsi Slovenci, pecikl na streho, ne? Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci in seveda bralke in bralci Večera. To je Večer za vikend, tedenska različica Večerovega podcasta. Večer je zjutraj. Najprej seveda obvezna zahvala vsem, ki nas pridno spremljate in se tudi odzivate na naše audio formate in vas vabimo, da tako ostane, seveda še tudi naprej smo na vseh platformah za podcaste, ne bo pa odveč tudi kakšno povabilo vašim znancem, kolegom, prijateljem in ostalim, da si zdaj nekje v senci na jutranjem joggingu ali pa na kakršnikoli drugi aktivnosti servirajo Večer za vikend, Večer je zjutraj ali kakšnega od drugih Večerovih podcastov. Marko Crnković, servus. Zdravo, Matija. Kako si? Pa gre tako poletno. Evo, mesec je naokoli, obljubila sva, da se bova, ne glede na to, da so tudi številni kolegi podcasterji na pauzi, mi dva tudi poleti vmes oglasila. Mi da sva neutrudna. Ja, nedvomno. Nazadnje, saj veš, ne, obljubila sva, da če ne drugega bova vlagala kisle kumarice, zdaj pa me zanima, da si kaj vlagal vmes, ali letos ni dobra sezona? Malo sem vlagal in ne bi rekel, da je slaba sezona, ampak tudi kisle kumarice niso več to, kar so nekoč bile. Ne. Tako da ja, par primerov je bilo, ne. Mislim, verjetno bil najbolj razvpit ta intervju srečnih zaljubljencev, ne, Urške in Bora Zuljana, ne. Si tekel v trafiko, Tekel sem v da trafiko, si te vroče pa je bila Jana žemljice. razprodana, ne. Res? Ja, mislim. O, to pa je dosežek v resnici. Ja, se to je Jana je vroča roba ali je predvsem to je Urška Zulen svojim Zuljanom vroča samovšečno roba? napovedal, ne, in je imel očitno prav, ne. Res je ni bilo, pa se mi pa ni dalo tekati po mestu, po trafikah in sem kar PDF verzijo kupil za, ne vem, €1,50 ali nekaj takega. Kako se ti je prebral intervju? Kaj si izvedel novega ali pa šokantnega? Da te je vznemiral, vemo, ne, ker si tudi pisal o tem, ne? Šokantno, mislim, je bilo kvečemo to, da mislim, s tega ne maram, no, pač sej, okej, pač dva se zaljubita in super, ne, če ima to rata, če sta srečna, ampak mislim, ta pompoznost, s katero to obelodanjajo, ne, to je pa tako, to mi je precej tuje in nerazumljivo, ne. Že pri ljudeh iz sosednje ulice, ne, ampak to je pač danes navada, ne, na družbenih omrežjih. Seveda pa predsednica Državnega zbora, ki je sicer tudi na družbenih omrežjih, ampak je pa seveda za stopničko višje in gre v Jano, ki je pač, ker papir ima še vedno neko težo, ne. In potem tam na velik zvon obešata, kako sta srečna in kako se lepo razumeta, in še pozirata, ne, kot da ni nikogar zraven, ne. Ona dva se tam zaljubljeno gledata, se držita za rokce in mislim, no, ne vem narobe razumeti, sta zelo intimna na teh fotografijah, kot da ni nikogar zraven, ne. Mislim, to, ne vem, kako človeku ni narodno, da se tam lupčka in za rokce drži in boža in ne vem kaj pred kamero,
oziroma na fotografiji, ki je potem objavljena v par 10.000 izvodih in ki jo vidi koliko, 100.000 ljudi. Ne? To je meni čudno. No? To še posebej pa ne paše to, kaj političarki. Ja, zdaj tako je. Ne? Jaz moram reči, da sem vmes malo zginil iz Slovenije in me je ta kelih vsaj v prvih dneh šel malo mimo mene. Kelih, ki je bil zelo podcukran. Zelo podcukran, ampak ne moreš verjeti, tudi tam v neki relativno zakotni vasi, kjer sem bil, ne, se je o tem začelo v edinem bifeju na plaži govoriti. Ljudje so, skratka, jih je, kljub temu, da slovenska časopisja tam ni ta novica dosegla. Slovenci ali Hrvati? Slovenci. Kar pomeni seveda, da je mogoče bil namen dosežen ali kako, ne. Vendarle, ne, Marko, ti si stari maček spremljanja politike, vemo, kako se je politika spremenila, ne samo, da je to danes politainment, ne, da je pač nek šov, prodaja se zasebnost, prodaja se embalaža in del te embalaže ne so očitno tudi to vrstni prizori ali kako. Na drugi strani je seveda desnica skočila večkrat že, ne, in češ prodaja predsednica državnega zbora, ne, ki bi morala po funkciji seveda biti najbrž neka resnobna oseba, prodaja svojo intimo, prodaja tako rekoč posteljo. Kaj gledaš na te zdrse politike? Lahko, če razumem, že tako malo dvoumna. Ne? Mislim, zaradi mene, nimam nič proti, če nosi rdeče čevlje, salonarje, z visoko peto, nimam nič proti, če pomaha. Častni četi. Ne, častni četi je obrnila hrbet, pomahala je publiki. Tako. Na tem so se vsi zgražali, moralisti. Ne? Mislim, ampak zakaj pa ne? Mislim, pač prijazna oseba. Ne? Se to ne pomeni, da ne more dobro upravljati svojega dela. Če ga tega, ne vem, po mnenju nekaterih ga ne, tudi če ga ne, to nima nobene veze. Ne? Je pa seveda, mislim, totalno patetično, mislim, to je fotografiranje in nastavljanje. Ampak ni to nekaj novega v resnici. Ne? Političari, ne, zanimivo v Sloveniji, imamo kar nekaj primerov, da so političari, ki so prišli na najvišje državne funkcije, menjali družino, partnerja, kakorkoli, in so se potem seveda hitro nastavili pred objektive ali pa poskrbeli, da so slike novih zaljubljenih prizorov prišle v medije, kar seveda pomeni na eni strani tabloidizacijo politike, trivializacijo, na drugi strani, ne vem, kaj ti vidiš, degradacijo funkcij, ali so pač malo otroči, ali kakorkoli bi temu rekli. Otroči so vsekakor. Degradacija funkcije, to je do neke mere. S tem je začel na nek način že Pahor, ki je sicer to kao strogo ločeval, ne? Pa po eni strani je imel strašno državotvorne govore in bil resen in se zavzemal za domnevno prave stvari in je pač delal, kar predsednik mora delati. Ne? Delal je pa tudi take stvari, ki jih predsedniki ne počnejo. Ne? Spravi, da se afnal na Instagramu in zbijo šale tudi na svoj račun, ne samo na račun drugih, še bolj, ne? In tam, ne vem. S tem, da to je pač res pa je, treba pa je seveda tudi vedeti, da se politika tabloidizira ne samo zato, ker nekateri, tako kot Urška, razkazujejo in na velik zvon obešajo svojo ljubezen, ne, in se tam obnašajo kot razposvojeni zaljubljenci. Ne. Politika se tabloidizira tudi zato, ker zaradi političnih izjav, zaradi političnih ravnanj. Ne. Tabloidno je tudi to, ne, po svoje, ne, čeprav je čisto iz drugega vica, recimo kar reče nek Mahnič, ne, ki pravi, obrožujte se, včlanite se v strelske družine oziroma društva, da boste imeli legalno orožje. Tudi to je tabloidizacija. Ne. Se on ne pomisli dvakrat, kaj to pomeni. Ne. Če da sem jaz včlanil v društvo, pa imel orožje in če me bo kdo napadal, ga bom kar počul. Ne. In
prekoračenega silobrana pa itak ne bo več, ker bo SDS za to poskrbela. Ne? Mislim, to je neumnost. To je tabloidizacija. Tabloidizacija politike je to, da se politika degradira, ne? Da politika ni resna stvar, o kateri bi tisti, ki se z njo ukvarjajo in ki so za to poklicani in izvoljeni, da bi se s tem resno ukvarjali. Ne? Oni se pač malo nekaj bleknejo tjaven dan, kar jim pride na misel in kar jim kao prinaša politične točke, ne? Še posebej v predvolilnem času. Ne? Ja, se zelo strinjam s tabo. Ne? To je neka odveza vsakršne odgovornosti. Tudi, ne vem, ko poslanec nesrečni sendvič pozabil plačati. No, mislim, pozabil ali ne pozabil, mislim, sendvič stane 2-3 evre. Eksperiment je delal, ali kako že. Ja, točno, ja. Res je. Ne? In je kar odstopil. Ne? In Šarec je takrat pozdravil ta odstop. Mislim, ne se hecati, pozdravil je odstop, ker je nekdo pozabil plačati sendvič. Ne? Mislim, tabloidizacija je tudi to, ne? Da en predsednik vlade pozdravlja kot moralno dejanje to, da poslanec odstopi, ker je pozabil sendvič plačati. Pa ne se hecati, no, mislim. Od politike jaz pričakujem nekaj bolj resnega, no? Ne pa, mislim, take neumnosti. Ampak ti časi so očitno nepovratno mimo, ne? Ko so bili politiki na nek način resnobni, dolgočasni, argumentirani, ne? Zavedali so se pomena in teže svojih besed, dejanj, niso se nastavljali v raznih revijah, v pozah, ki jih mogoče od politike ne pričakuješ, ampak to je najbrž posledica splošnih nekih strukturnih sprememb v družbi, novih medijev, drugačnega pristopa in tega, da nagovarjajo seveda ljudi, ki jih politika ama ništa več ne zanima in jih pač zanima novi tip Urške Klakočar Zupančič. Prej ni nikoli zanimala politika, ker so bili politiki resni in dolgočasni in ki so opravljali svoje delo. Ne? To jih ni zanimalo. Ne? Zdaj pa so ti ljudje tisti, ki Ampak zdaj smo sredi poletja, nekaj ful vroče, trenutno ni, vmes je za en dan tudi nekdo oktober prežgal, je deževalo, pa bilo je tam 15 stopinj, ne. Ampak smo sredi ravno te sezone, ne, začela sva s kislimi kumarcami, včasih pač je to bil čas, ko ravno ni bilo velikih zgodb, zdaj smo ugotovila, da tudi to zadevno nismo več enaki, ne, ampak ajde, ne, če bi iskala bizarko poletja, ne, politično, ne, ker zdaj vidimo, ne, Anže Logar kolesari in kuha, nekateri politiki. To so tiste hrenovke na špagetih. Okay. Tako, ja, potem nekateri se vozijo, ne vem, s čovni, danes je mimogrede kontra svojemu šefu stranke dala tudi Eva Irgl, ona je pa neke bolj estetske krožnike skup zložila in jih objavila, češ, mogoče bo to, ne vem, demokratska kuharska stranka Slovenije. Skratka, to je čas, ko politiki kažejo, da so kaj, navadni ljudje, mi smo eden od vas, ali kako. Mogoče je to ta čustveni apel publike, ne? Da so ljudje kot vsi ostali. Ja, ki dajo, tako vsi Slovenci, pecikl na streho, ne? Prav je mogoče. In peljajo pol kuhne zraven na morje, ne? Hrenovke, ki si da hrenovke na špagete, ne? Ja, glej. Očitno, pa mislim, da je bilo tudi brez omake. Glej, ta recept bo moral še zaupati javnosti, ga še ni, ampak vseeno, ne, to je verjetno res ta čas v letu, ali kako, ko se pač politiki poskušajo, ne, ko smo vsi manj pozorni, malo odklopljeni, ne. Čeprav ni res, ne, da se je bilo tudi kar precej resnih tem, ne, mislim, pomembnih, odločilnih tem, ne. Bilo je to, ali bojo referendumi ali ne, o NATO ali ne, o oborožitvi ali ne, ne. Zdaj se ustanavlja spet ta famozni, tako imenovani vojaški SDH, ne. To so hudičevo resne teme, ne. Ki ne da se jim javnost oziroma mediji ne posvečajo, ne, seveda se jim, ne, ampak ne gre pa brez teh
ne kislih kumaric, ampak posladkanih kumaric. Omenil si vojaški SDH, ne, torej zdaj SDH ne v tišini poletja ustanavlja neko državno družbo, ki bo bdela nad tem orožarskim poslovanjem države. Ne, zdaj naenkrat bo tu ogromno denarja v Evropski uniji, to je zdaj nova agenda, ne samo Evropske unije, celega sveta, veliko denarja se bo tukaj prilivalo in tako nek napol zaspan julijski dan v javnost spustijo to informacijo, zanimivo informacijo, potem v imenu vlade pojasnjuje nekdani koordinator najbolj pacifistične stranke Luka Mesec. Malo bolj glasno pa se oglasita le dva newcomerja v prvi vrstah, torej Anže Logar, že omenjeni kuhar tega poletja, in Vladimir Prebilič, ki nam je zdaj dal malo mira nekaj tednov in se očitno pripravlja na to jesen. Kaj meniš o tem? Ne? Ti ne si pacifist, večkrat že izpriča, ne? O tem, da bo država zdaj imela firmo, ki bo skrbela za orožarske posle. Ne? Nekateri pravijo, to bo novi Eldorado za razne podmizne in druge akcije. Bojim se, da bo res tako. Ne? Problem je že seveda samo dejstvo, da bo zdaj na račun vojn, oziroma, varnosti, ne, kot se temu lepo reče, ne, profitirala orožarska industrija, ne, in pač tisti, ki se bojo in njeni lobisti, znali k temu prikorititi. Ne. Kaj bi pričakoval? Neko široko javno razpravo? Ne, mislim, da to niso stvari, v katerih bi morala potekati javna razprava. Ne. Mislim, če bi o tem razpravljali strokovnjaki, ja, absolutno. Ne pa, da bi zdaj mi ne vem kaj po možnosti na referendumu pametovali. Ne. Referendum se mi je zdel smiseln takrat, ne, ko smo se odločali, ali se bo Slovenija odčlanila v NATO. Ne. Bil bi kvečemu smiseln referendum, ali še vedno želimo biti članica NATO. Ne? To, ali pa bi za članstvo v NATO oziroma za orožje dali več ali manj denarja, to pa po mojem ni stvar odločanja. Ne? Kaj pa mi vemo, no, odkrito rečeno. Ne? To mislim, da obstaja v zakonu o referendumu tudi neko pravilo, o čem se ne sme razpisati referendum. Ja, ne? In mislim, da povprečen volivec ni kompetenten, da bi presojal o tem, koliko res rabimo za orožje. Sej zato pa je zdaj država, torej vlada, njen SDH, ne, oziroma državni upravljalec premoženja, ustanavlja to firmo, ne, ki pa bo kompetentna. Ja. Za nabave opreme in ostale infrastrukture. Tu bi se jaz skliceval oziroma opozoril na izjavo Bogomirja Kovača, ki je, mislim, da kak teden nazaj je bil v Odmevih in je povedal. Ne? Kregali so se takrat, mislim, problem je bil takrat, ko je prišlo na dan, da bo kdo že kupil tole čokolado Gorenka, ne? Neka bosanska firma. Ne? Ja, tako je. Skratka, no in takrat je bila pač tema, zakaj ni prehrambena industrija, mislim, da tako rekoč sploh jo ni več v slovenski lasti. Ne? In je Kovač opozoril na to, ne, da Slovenija nikoli ni imela te strategije, kako ravnati in kako obdržati v domači lasti neko zelo pomembno vejo industrije, ne, kar prehrambena vsekakor je. Ne. Zdaj pa kar naenkrat bomo pa imeli blazno strategijo, kako izkoristiti te poslovne priložnosti, ki se ponujajo z militarizacijo družbe slovenske in evropske in, da rečem, svetovne. Ne. To se mi zdi tako precej neprijetno, no? Mislim, da ne rečem neumno. Ne? Za prehrano nam je malo mar, ne? Pa ne samo za prehrano. Ne? Mislim, kaj vse je v Sloveniji propadlo, ne? Katere firme. Propadla je Mura, propadlo je, ne vem, Svilanit, Svilanit ni, Rog, ne? A je taka kunšt delati bicikle,
a je taka kunšt šivati obleke. Ne, sploh ne, mislim. Ne. Petrol je sicer še slovenski, ne, kar problem druge, ampak po drugi strani prodali smo Švicarjem, Mövenpicku ali komu že te servise gostinske. Ne. Slovenci, ki so bili vedno znani kot dobri gostinci in gostilničari in obstajala tradicija furmanov in vsega in zdaj pa ne znamo naenkrat v 21. stoletju poskrbeti za ljudi, ki se peljajo mimo in bi tam radi spili kavo in pedli sendvič ali pa pač neki se nasitili, ne? Poleg tega, da natankajo bencin. Ne? Podobno je s to prehrambeno industrijo. Ne? Ta Kolinska je šla v tuje roke, Intesa ni več, pa še Fruktal je srbski. Žito, pivovarne itak. Ne? Ta globalizacija je Slovenijo zelo drago stala. Ne? In še več, ne samo, da nas je drago stala, mi smo bili zelo srečni in ponosni, da smo to prodali, ker smo si delali te utvare, da smo nekaj že ustvarili toliko dobrega, da ima neko vrednost in da zdaj pa naj to kar gre, če hoče to kdo plačati, super, ne? Namesto, da bi malo bolj strateško, kot pravi Kovač, razmišljali o tem, kaj je pomembno, da je res domače, ne? Ja, to se je zgodilo predvsem. Po drugi strani je pa spet ta neumnost, ne, mislim, to je pa glavni adut slovenskih reklam, zlasti za Mercator, pa take, celo za Hofer, ki ni slovenska firma, radi imamo domače, ne, radi imamo domače orožje. Domač paradajz, domač krompir, vse je domače, domači kruh, ročno zamesen, itd. Ne. Ja, zdaj pa orožje domače, ne. Ja, to se mi zdi, zdi se mi, da smo pod enim takim stampedom tega pritiska, dajmo se oborožiti, poskrbeti za lastno varnost. Ta vlak pelje z izjemno hitrostjo. Ne? Zdaj smo se pač, referendumu zdaj ne bo, v redu, zdaj bomo imeli svoj orožarski holding. V resnici ne vem, če ljudje sploh vejo, kaj se dogaja. Ne? Ta zadeva, ki jo vodi seveda Amerika, ne? Fantastičen sporazum je Evropska unija sklenila z Ameriko. Trump prelaga vse stroške ameriške gospodarske in makroekonomske krize na Evropo. Zdaj bo Evropa plačevala več za orožje, za carine, za investicij bo več, ameriški plin bomo kupovali in tako naprej. Skratka, ne vem, mi smo neki mali palčki v nekem kolesju, ki se vrti in zgleda samo malo kimamo. Ne? Ja, nepomemben palček, ja, ker to bi se zgodilo tudi brez Slovenije, ne? Brez našega holdinga. Ne? Mislim, tako pač je, ne? Svet je danes. Kaj bi pričakoval, da bi neka vlada bolj transparentno predstavila, kaj bo to neka večja pravila, da bi bila naprej znana, kdo bo to nadzoroval, kakšen bo civilni nadzor, da bi neko vlogo imel parlament, ki bi opravil neko debato. Če že mora biti ta holding, ne? Če se bojo pač po volji powers that be res začela podjetja ukvarjati z razvojem vojaških tehnologij, potem vsaj bi moral obstajati nek dober način nadzora, ne, ki pa ga v Sloveniji zlepa ne znajo politiki vzpostaviti, ne, ker vedno se najde nekdo, posod se najde nekdo, ki pristavi svoj lonček, ne. V Sloveniji pa ne obstaja nobena institucija, razen kakih brezzobih tigrov, ki preprečuje to, da kdo pristavi svoj lonček, ki ga ne bi smel, ne? Ali pa da se malo prikoriti. Ne? Bo pa to očitno neka politično precej vnetljiva tema, ne? Okoli tega se razvila. Ne znam si predstavljati, kaj to pomeni za prihajajoče volitve. Ne? Mislim, da nasplošno Slovenci, slovensko volilno telo ni tako antimilitaristično, pacifistično, kot recimo jaz. Ne? Tako da v bistvu to daje slutiti, da bo, kar zadeva te obrambne izdatke in te vojaške zadeve, da bo rezultat precej neodločen. Ne? Ker eni in drugi so militaristi, ne?
zauzemajo se v bistvu za isto stvar, ne? Samo na različne načine, ne? In mogoče govorijo o različnih zneskih, ne? Pa mogoče bi druge vzeli, da bi eni vzeli tam nekim določenim proračunskim porabnikom, drugi pa nekje pa enim drugim proračunskim porabnikom, ne? Tako da v bistvu je pa to isti šit, no, da tako rečem. Iz istega žakla bo šlo bo iz proračuna in seveda se bo nekaj vanj tudi nateklo, ne, od dobičkov, ki bo iz tega nastali in DDV-ov in vsega živega in subvencije od EU in tega, ne. Tako da s tem si ne eni, ne drugi, ne levica, ne desnica ne bo priborila odločilne prednosti, ne. To, ker sta glede tega na istem nivoju, ne. To bo samo vprašanje neke retorike, nekega odnosa na deklarativni ravni, odnosa do EU, do ZDA, do Izraela, do te problematike, ne. Drugače pa mislim, da to ne bo odločilno vplivalo na volitve, ne. Zdaj, če sva že tako... Kaj pa bo, to pa ne vemo še, ne. Če sva že tako odločno zajadrala, pa ne prvič v najnih srečevanjih v podcastu, v te teme okoli orožja, obrambe, militarizacije, velja omeniti dva dogodka, ne, oziroma dva pravzaprav že simptoma ali pa fenomena skoraj da, enega si že, ne, to je poziv poslanca največje opozicijske stranke, včlanite se v strelska društva, ne, poskrbeli bomo za deregulacijo prekoračenega silobrana, drugo pa je napoved nekih orožnih vaj katoliške mladine, ne, torej nekega festivala obrambnih veščin, ki naj bi ga vodil bivši vojaški specialec. Ja. Tvoja interpretacija vsega tega me zanima, ne? Ja, čeprav razumem, bo to nekakšen tabor, ne, kjer bojo pač neka šola v naravi, Tako, ja. kako bi temu rekel, za malo večje fante, ne, pobožne fante, kar mislim, okej, to ne gre ravno skupaj, ne. O tem je dobro pisal pater Branko Cestnik v družini, ne. Seveda so vera in vojska je bila marsikdaj v zgodovini cerkve sta bili zelo povezani, ne, že od križarja naprej, če nič drugega, ne. S tem, da se to seveda je ta povezava popustila in danes jo ni, ne. Mislim, nenazadnje Vatikan ima tam tako rekoč protokolarno vojsko lepo oblečenih švicarskih gardistov z zastarelim orožjem, ne. No, hočem reči, ampak dejstvo je, da čeprav je tudi po drugi strani res, da večina vojn, oziroma ne večina, veliko vojn se bije zaradi vere, ne? Veliko zla je na svetu povzroči zaradi spopada določenih verstev, ne? No, ampak hočem reči, to, kar uči krščanska vera in ni to, da, mislim, eden od temeljnih naukov krščanstva je nastaviti še drugo lice, ne? To seveda ne gre skupaj s tem, da moraš ti si dobiti neko orožje in se v neprekoračenem silobranu ubraniti tako, da človeka ustreliš, ne? Magari v nogo samo, ne? To pač ne gre skupaj, ne? Kar po eni strani pomeni, da je krščanstvo nekoliko zastarelo, ne? Po drugi strani je pa zanimivo tudi to, ne, da tisti najbolj napredni, tisti najbolj nemoralni, najbolj nesolidarni, najbolj nestrpni se ravno na krščanstvo danes sklicujejo ali ga vsaj jemljajo za svojega, ne? To je tako malo nenavadno in čudno, ne? Skratka, Cestnik je napisal, da pač je cerkev tista, ki bi morala reči, da
to pa nekako ne gre skupaj, ker ni v skladu z našim učenjem, ne? Z našim naukom. Ne? Ampak dobro, dejstvo je, da ti fantje, ki se bodo udeležili tega tabora, niso glih najbolj nevarni osebki, ne? Kot sem tudi napisal v tej kolumni. Ne? Bolj nevarno je to, da se to kopiči. Ne? To pa danes piše Vesna Godina, ne? Da se to kopiči, čeprav na videz ni med sabo povezano, ampak to s tem prihaja do nekega kumulativnega efekta, da se ta militarizacija, to zatekanje k nasilju in ta pravica do samoobrambe za vsako ceno, Ja, in tu občutek da se to ogroženosti. nalaga, da se ljudje počutijo vedno bolj ogrožene. Ja. In nekega Ogroženost, dne, migranti, Romi. ja, pa Romi, pa Sosedi. migranti, pa sosedje, pa ne vem kaj. Ne? Celo tisti, ki so, ne vem, ki so še zdaj v Afganistanu in ki mogoče sploh ne bojo nikoli prišli v Evropo kot begunci, ne? Tudi ti so nevarni, ne? Vse je danes nevarno. Ne? In v tem smislu se to nalaga in nekega dne se bo nekomu v duhu tega Novega nauka. Ne, v duhu tega, kar je rekel Mahnič, ne, Otrgal. se mu bo res totalno trgalo in bo res vzel orožje in šel tam v romsko naselje tam malo red delati in bo res kakšnega počel. Bog ne daje, da bo šel na kako šolo, ne, ki bo, ne vem, zelo pogosto se dogaja, da ti šolski strelci, ta streljanja po šolah, to so neki mulci, ki se radikalizirajo iz enega ali drugega razloga, ne nujno z muslimanskim fundamentalizmom, ampak z neko brajvikovsko mentaliteto desničarsko. Ne? Ja, in veš, kaj je nevarno? Nekega dne se bojim, da se bo to zgodilo tudi v Sloveniji, ker to se vedno bliže dogaja, ne? In toliko drugače mi spet nismo in to se pač nalaga, kot pravim. In veš, kaj je nevarno, da nekateri kar odmahnejo z roke in reče, pusti Mahniča. Ne? Ja, norci. On ima te sezonske izpade, svoje malo lunatične, ne? Pusti, ne dajemo pozornosti, ampak teh Mahničev z malo, ne? Se mi zdi, da je vseeno vedno več, zato se o tem velja zelo resno pogovarjati in to postaviti ustrezne kontekste, kot ti delaš tudi v svojih kolumnah in tako naprej. Ampak, če smo bila tudi pri cerkvi, dajo še eno... No, resno povedati, ja, resno, seveda treba o tem resno razpravljati. Ne? Jaz tudi pozdravljam idejo, da je Gibanje Svoboda vložilo ovadbo proti Mahniču zaradi razpihovanja nestrpnosti in tega. Ne? In kaj on pravi? On pravi, da se ne bo pustil tožiti in da bo on nazaj tožil te fašiste. Mislim, zdaj desničar zdaj zmerja levičare s fašisti. Mislim, to je res noro postalo. Ne? Kako se bomo o tem resno pogovarjali? Mislim, jaz ne vem, mi da se lahko še tako resna, napiševa ful pametne kolumne, ampak mislim, kako se o tem resno pogovarjati, če on desničar, to mali, ki poziva, da se treba oboroževati, da zmerja stranko predsednika vlade z fašisti, ki ne pustijo do besede in veš, kako se temu reče, in nikome ništa. Nikome ništa. Ja. Ampak dajva samo res na kratko še mogoče eno temo, ki sva o cerkvi zdaj tudi govorila, oziroma o katoliški veri. Ne? Še ena stvar se je vmes začela zelo pomembno rolati. Torej, Aleš Primc je vložil začel referendumske postopke za referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zdaj ta zadeva bi lahko blokirala še več zakonov iz zdravstvene zakonodaje. V zvezi s to temo pa je nek župnik neke vasi, za katero še ni noben nikoli slišal, morda celo pokazno izključil preko Twitterja oziroma X-a Francija Keka iz cerkve. V redu, Nadškofija je vmes seveda reagirala, češ, da se to ne more kar tako zgoditi, oziroma da ne more en župnik nekoga... je Nadškofija. Ja, seveda včeraj, ja, da ne more nekoga izobčiti, ampak vseeno... Dogaja se tudi na tem področju. Ne? Očitno bo,
ta tema, torej pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, naslednja zelo vroča ali pa ponovno vroča ideološka fronta, ki se lahko konča z referendumom v že tako pregreti predvolilni Sloveniji. No, to, da bi, mislim, primc gre, primc teme, ne? Mi pa res gre na živce. On je en od teh para SDS-ovskih koristnih idiotov, nekaj podobnega kot Vili Kovačič, ki je že par referendumov zakuhal, bolj manj uspešno. No, ampak hočem reči, da bi zaradi tega bil še en referendum, ne, bi se mi pa res delo za malo. In jaz samo srčno upam, da... O tem smo referendum že imeli, ja, to dajmo ponoviti. O tem referendumu, o tem smo že imeli in večina ljudi, z mano vred, to moram povedati, je glasovala za ta ZPPKŽ, ne. Ja. In jaz zelo upam, da bo preomenjena Urška Klakočar Zupančič nekako našla način, da ta referendum, če ga bo... če bo zbral podpise. Če bo Primc res zbral dovolj podpisov, da bo ta referendum nekako prepovedala, onemogočila. In da če še to ne bo šlo, da bo šlo to na Ustavno sodišče, ker da bi o isti stvari imeli dva referenduma, to se mi pa res zdi popolnoma nerazumljivo. Ne? Pa ne zato, ker sem jaz na tem referendumu glasoval pritrdilno, ne? Ampak mislim, ta inflacija referendumov je v Sloveniji postala prava komedija, mislim. Drži. To je politično orožje, ne več sredstvo demokratične legitimizacije. Najelegantnejši, način demokratičnega neposrednega odločanja. Ne? Tako da, ne vem, še tem bolj, ne, tudi to je razlog, nesprejetje vseh teh zakonov, ki bi jih ta referendum potegnil za sabo, je pa seveda tudi neka oprijemljiva škoda, ki lahko nastane, ne? In ki je lahko tudi razlog, da tega referenduma ne bi bilo oziroma ga sploh ne bi smelo biti. Ne? Po mojem, no, ne vem. To je spet populistični poligon za nabiranje točk, ne, za mobilizacijo lastne baze, za ogromno manipuliranja. Ne. Vemo, da v obtoku tu je ogromno falš informacij. Ne. In to je lepa tema, pri kateri se pa marsikdo počuti poklicanega, da pristavi svoje k razpravi. Ne. Ja. No, treba je priznati, Primcu, da zna zelo dobro manipulirati. Ne? On je takrat, ko so bili tisti prejšnji njegovi referendumi, enostavno na katerih je izgubil, on, ne, da tako rečem, ne, je seštel vse glasove teh, ki so glasovali za in ki so bili seveda v manjšini, in jih seštel in dobil cifro, ki je bila tam okrog 1 milijon, in mahal z teorijo, da je pač 1 milijon ljudi za in da je to pač enostavno nedopustno, da bi to vendarle bilo, ne, se je uresničilo. To je res neka nora matematika, težko je pojasniti. Evo, ima še kako temo za obdelati, bova še, če ne počasi greva k koncu, ampak vseeno dajva pogledati, kje so zdaj sredi poletja naše in njihove ladje. Zadnja raziskava Mediane... Misliš jadrnice? Jadrnice, dobra. Zadnja raziskava Mediane ne kaže nekih bistvenih sprememb. Na prvem mestu SDS, Golob, ne bom rekel, da mu je ravno za petami Janši, ampak tam nekje. Očitno pa bo kar napeta bitka, tak zdaj kaže, ne, čeprav kdo še računa na kakšne preboje po levi ali pa po desni, za 3. mesto. Ne. Tam zna nastati gneča, Socialni demokrati, Logar, Prebiliča
še ne merijo zdaj, dokler nima stranke v teh regularnih anketah. NSI in Levica še vedno računata na nek, bom rekel, pobeg iz parlamentarnega praga. Ne. Zdaj, gledaj, trenutno, ajde, ne, politiki se zdaj, Golob je bil na Turo, ne, tam je predal pismo v nameri, da bi mi imeli star Tura, Janša je bil na Triglavo, objavljal posnetke, kako pojejo na Krederici in drugje. Skratka, malo pauze so si to zadevno vseeno vzeli, ampak ne. Noben je opazil, da je bila tudi Tina na Turu. In to ne, ona je reportirala, vsak dan je objavljala na Instagramu. Tako? Ja. Tako, v podporo Palestini. Desničarji to slabo sledijo. Zgleda so jo blokirali ali pa ona njih. Skratka, od zadnjega najnega srečanja ni nekih pretresov, čeprav ugotavljava, da se politika vrti naprej. Si ti zaznal karkoli novega, da bi se tu dogajalo, da utegne kaj potem, ko pridejo z dopusta in začnejo spet skakati s paštete, lahko premešalo zadeve, ker pol je pa september, ne, in kmalu bo dejansko se začelo odštevati volitev. Včasih se dogaja to, da mi že gre na živce, ker ne morem vsemu slediti in se vse upoglobiti, pa če se dogaja malo manj, mi pa gre to na živce, ne? Ker se mi zdi dolgočasno, ne? In se moramo ukvarjati s posladkanimi kislimi kumaricami. Tako da ne vem, no, bojazni ni, glej, mislim, po mojem bo imela štofa še pa še, mogoče bo morala to uvesti še več kot enkrat na mesec. Tudi možno. Mava to. Mava to. Ampak, glej, vseeno, ne, se ti zdi, da so volivci, ali pa vsaj ti, ki odgovarjajo na ankete, ne, volivci bodo svoje povedali prihodnje leto, izstavo kakšen račun, kateri od strank je sodelovala v teh referendumskih kolobocijah, ko so naenkrat nastale neke nove koalicije, ne, ki so takrat izglasovali tisti referendum, potem so ta referendum odglasovali oziroma priklicali. Ja. Kdo bo zmagovalec in poraženec teh tednov referendumskih pretumbacij in preigravanj po tvoje? Hočeš reči, kdo bo profitiral na račun teh referendumov, ki so že bili? Oziroma, ki jih zdaj ne bo, ne, teh obrambnih, ne. Ja, teh obrambnih, to sem že prej rekel, ne, se mi zdi, da to ne bo bistveno vplivalo, ker bo pač enim in drugim, levici in desnici, tako dodajalo, kot odvzemalo glasove, ne. Če v isti meri, ne vem, ampak po mojem ne, po mojem to ne bo odločilno, ne. Mogoče bo to koga malo več ljudi pripravilo do tega, da se bojo udeležili volitev, če pa bo to odločilno, pa ne vem, ne. Zdaj, strategije neke strašne stranke še nimajo, ne, zaenkrat, ne. Pa vse pokazali jih niso, ne. Razne SDS. Ja, no dobro, oni igrajo power play na vlado ves čas. Na repertoarju, ne. Tako da bomo videli, no. Zdaj, vprašanje je še vedno, kaj ima Gibanje Svoboda za pokazati, kaj ima ta koalicija za pokazati, ne? S čim se lahko pohvali izpred minulih 3 oziroma 4 let. Ne? Tako da, ne vem. Ampak recimo, kaj pa take, jeseni bodo to poskušali postaviti izložbo in se pohvaliti, kot si rekel. Me pa zanima, kaj ti misliš? Ali take poteze, kot je ono, da gre Golob na tur, napove štart tura in 3 etape v Sloveniji leta 2029 in tam preda pokal res fantastičnemu Pogačarju. Misliš, da tu dobi kakšne točke politik ali je to ono prime time moment, ki hitro mine? Kaj pa vem, verjetno bi, tudi če bi bil Janša na oblasti, bi mogoče šel tja, ne, če bi on predsednik vlade. Bi se za tur prizadeval v Sloveniji, misliš, da to je taka zicer poteza? Ta tur v Sloveniji, štart, to je verjetno res dobra poteza, ne, športna, turistična, promocijska, tako da ja, o tem. Pa kakšna pika na Golobovo konto bo šla. Če pa ravno predsednik vlade tisti, ki mora osebno tem birokratom tura izročiti neko lepo zdizajnirano listino s potekom teh etap, ne, to pa ne vem, ne, zdaj
pač očitno je Golob presodil, da mu to lahko koristi, ker to vsi vemo, ne, politiki se radi šlepajo na športnike in tudi na umetnike kdaj, ne, zlasti na športnike in jim ne zamudijo čestitk, ne, in tako. Tako da, ja, mislim, škodilo mu ne bo, ne. Če mu pa pomagalo, pa ja, pa ne. Zdaj, še to se je zgodilo ta teden, v luft so skočili številni, predvsem na desnici, ker se iz KPK-ja na tožilstvo seli en pomemben funkcionar, ne, Podšef, češ da je Golob na ta način si uspešno torpediral preiskavo, ki pred KPK teče proti njemu. Se ti zdi to nek dogodek, ki... Ne, to pa mi je ušlo. Aha. Kdo to gre na KPK? Podšef komisije za preprečevanje korupcije, ki preiskuje seveda Goloba, ja. Zdaj bo stal tožilec. Ja, tožilec. Ja, seveda, to je nehigienično. No, mislim, če to Golobu kaj pomaga, to ne vem, to je mogoče samo naklepanje, ne? Ampak ni pa dobro, da tako krožijo. Ne? Sicer, poletje, če končava počasi, si kaj bil okoli, imaš kaj tajega, da ljudem svetuješ, predlagaš, si kaj dobrega poslušal, prebral, pogledal? Ne, nisem nič, kako bi rekel, nisem bil ravno počitniški, no. Malo manj sem mogoče delal, to je že res, ne, nisem pa nekako živo, kaj imam zdaj. Imam drugo delo, ko ni čist delo, ne. Razumem, ja, okej. Tako da mogoče še kaj počitniški dan pride, ampak ne čez spet slab mesec ali pa kaj takega, ko se spet srečava tu v Mariboru v studiu z novimi temami, ne? Tako da, če bo pa treba, ne, če se pa vmes kaj zgodi, pa se javimo mogoče že prej, ne? Zakaj pa ne? Ja. Marko Crnković, hvala, da si bil moj gost. Hvala tebi. In do naslednjič uživaj. Enako. Tako kot uživajte vi, ampak ne še zdaj, to je bil Večerov podcast, večer za vikend, preden pa odidemo, pa še nekaj ekonomsko-propagandnih sporočil, ker z vami in vas ne pustimo na miru, smo tudi vsako soboto in nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali v Večeru v soboto? Humanitarna in moralna tragedija v Gazi se nadaljuje, razmere so vsak dan hujše, tudi in predvsem za otroke, ki množično umirajo in stradajo. Strokovnjak za ideologije in vojne dr. Siniša Malešević pravi, da bi lahko bil Netanjahu kmalu pripravljen na pogajanja. Ma res? Z njim se je pogovarjal Jon Knez, ki je pripravil uvodno temo tokratne številke Večera v soboto. V velikem intervjuju gostuje Tone Partlič, pisatelj, dramatik, Mariborčan, nekdanji poslanec v Državnem zboru. Naša urednica kulture Petra Vidali se je z njim pogovarjala o literaturi, o politiki in seveda o Mariboru. Mihael Šmirmaul se je lotil stoletja ameriškega zatona. Doba Pax Americana se ne končuje le z odmevnim strelom ali enim samim odločilnim dogodkom. Končuje se tudi s postopnim in namernim umikom Združenih držav Amerike. Prelistajmo še Večer v nedeljo. Dejan Vinčić je eden najbolj zaslužnih, da nas božajo košarkarski bogovi. V reprezentančni pokoj je odšel, kot pravi, pomirjen. Slovenski glasbenik Uroš Perić je eden najboljših interpretov zlate dobe džeza, soula in gospela na svetu. Mislim, da se nam te svetu zato, da pojem in igram, je dejal. Skupina moških, ki je zaradi kraje 85 gramov marihuane umorila 2 najstnika, je v naši zgodbi. Od umorov do obsodbe je minilo skoraj 6 let, a 3 morilci bodo do smrti za rešetkami. Spoštovane in spoštovani, hvala za spremljanje, poslušanje, sledenje in se priporočamo tudi za vaša priporočila naprej. To je bil Večer za vikend, izdaja sredi poletja, ampak sledijo kmalu tudi nove. Se beremo in se slišimo.